seveda za kogarkoli je to težko, da dobi neko diagnozo neke kronične bolezni, sploh pa v takem ranem obdobju in seveda tukaj niso prizadeti samo otroci, ampak seveda tudi starši, tako da to je velik zalogaj, tako kot za vse ostale bolezni, da se z njimi soočaš. Tako da mi že v času diagnostike ob obravnavi imamo zdaj pač to možnost, da vključimo psihologe, ki so na našem oddelku tudi redno zaposleni, da nudijo podporo, v bistvu pogovor prvi ob taki soočenju s tako diagnozo in potem tudi po potrebi naprej otroku in pa seveda staršu na začetku. Starši se potem ustrezno usmeri, če se pač strinjajo oziroma želijo, ki lahko tudi oni kakšno psihološko pomoč dobijo. To je ena stvar. Druga stvar, seveda to veliko teh različnih ataksij je združenih z večjo ali manjšo gibalno oviranostjo in seveda to vpliva na vsakodnevno življenje otrok, tako da vključimo že v sklopu obravnave, zdaj imamo tudi socialno delavko na naši kliniki, ko v bistvu potem starši seznani z možnostmi pomoči, kaj lahko dobijo recimo v domačem okolju ali pa za socialnimi pravicami, ki izhajajo, če ima otrok pač neko tako težko bolezen in določeno stopnjo oviranosti, kaj lahko iz tega, kakšno pomoč lahko dobijo. Zdaj pri nas v Sloveniji, konkretno za Friedreichovo ataksijo, da je bilo prav društva, kot takega ni. Je pa društvo distrofikov, tako da mi ne samo te bolnike, ampak v bistvu vse bolnike z živčno-mišičnimi obolenji usmerimo nekako tudi jih seznanimo s to možnostjo, da če želijo, da se lahko vključijo, ker potem tudi nekaj komunikacija zdravnik-pacient, nekaj pa komunikacija ljudi, ki imajo isto situacijo vsakodnevno. Tako da to jih malo informiramo. Hkrati pa seveda ob sami taki diagnozi je prav, da se seznani tudi izbranega pediatra, dostikrat to mi naredimo, se pa odgovor staršev, kakor se želijo, potem tudi razvojne ambulante, pediatr, kjer potem otrok tudi ima naprej, če rabi fizioterapijo, delovno terapijo, potem pa tudi vloga psihologov, je pa tudi še dodatna v otroškem obdobju ta, da ker so to v zgodnjem obdobju lahko že otroci zelo močno gibalno ovirani, se v bistvu potem tudi v soglasju staršev seveda kontaktira tudi ustrezne izobraževalne ustanove, kamor otrok hodi, da se tudi tam seznani, če se le da prilagodi recimo šolsko okolje, naprimer, ne vem, višji razredi osnovne šole se selijo iz razreda v razred, pa gor pa dol po stopnicah, pa da se pač sezna, da mogoče pač je le opcija, da se samo enkrat selijo, pa da recimo so cel dan v isti učilnici. To so take malenkosti, ampak na dolgi rok se pa to zelo pozna. Potem je pa še, seveda pa zopet odvisno od gibalne oviranosti in potrebe po različnih pripomočkih, se pa tudi v bistvu otroke napoti k fiziatru, večinoma na rehabilitacijski center Soča, Univerzitetni rehabilitacijski center Soča, zaradi tega, ker tam jih tudi pogledajo in potem tam dobijo predpisane ustrezne pripomočke, ki jih rabijo in so tudi tam redno sledeni.